Društvu zaveznikov mehkega pristanka iz Krškega so lansko poletje začeli s projektom Promocija medkulturnega dialoga. Gre za usposabljanje Romov na področju kulture, ki ga bodo končali septembra letos. Romi naj bi ob koncu usposabljanja postali promotorji medkulturnega dialoga. Društvo zvezdnikov mehkega pristanka izvaja 15-mesečni projekt, v okviru katerega usposabljamo Rome za delo na področju kulture. V bistvu je to projekt Evropskega socialnega sklada, ki je prav namenjen izboljšanju zaposlitvenih možnosti na področju kulture. To so različne delavnice, ki so namenjene delu od recimo usposabljanja za medije, za snemanje filmov, do samega kulturnega menedžmenta, fotografije, javnega nastopanja. Pravi vse to, kar rabiš za neko uspešno delovanje v enem recimo kulturnem društvu. V projekt, vreden 100 tisočakov, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, je vključenih nekaj več kot 20 Romov. Med njimi so tudi člani romskega društva Kolo z Drnovega, ki deluje poldrugo leto. Ustanovili so se predvsem z namenom popestritve dogajanja v kraju. Poudarek je na kulturno dediščino, na plese, pa tako, veš, z otrokom se ukvarjamo, imamo delavnice, kratki film smo posneli. V glavnem iščemo stare, kako so včasih stari ljudje živeli, Romi, kot bi rekel. Delavnice otrok predvsem pripravljamo, da se naučijo svinčnike v roke prijeti, pa da začnejo risati. Tako da je bolj lažje v vrtec ali pa v prvi razred, bilo kako. Raziskujemo kulturno dediščino, kako so Romi poprej za nazaj let živeli na Dolenjskem in ples je tudi vključeno pri tem in gledališče. Največ gledališče imajo otroci. Z otrokami drugače pa se bolj za starejšimi ukvarjamo za kulturno dediščino, da izvemo te mladi zdaj, ko smo na Drnovem, kako so naši starši in njihovi starši živeli nazaj leta na Drnovem, da malo tudi raziskujemo to kulturno dediščino. Med drugim so raziskovali otroštvo Romov nekoč in danes. Prej so bili malo drugačni, zdaj so naši otroci bolj razvajeni, vsega imajo. Prej naši starši tega niso imeli, niso mogli doseči svoje cilje, zdaj jih naši otroci imajo možnost in jih lahko dosežejo. Izvedeli smo tudi, kaj so se ukvarjali, da so se Romi niso živeli prej tukaj, so mogli hoditi okoli po celem svetu z konjami. No, pol so odkupili ta zemljišče naši starši in pol so tukaj ostali, tako da zdaj kar gre, mislim, je ta kulturna dediščina vključena vse v tem stvarih. Mentorice, ki delujejo v društvu, prihajajo iz naselja. Mentorica Zora Hodorović je za ples, jaz sem tudi vključena, Manuela Maranja, v gledališko predstavo. Imamo tudi pomoč iz društva DZMP člani, nam pomagajo prostovoljci njihovi tudi, tako da imamo tudi neromske prostovoljke, da nam pomagajo tudi zdaj. V Karinovem Grmu pa so ustanovili društvo za medkulturni dialog Mosto. V tem se bomo večinoma ukvarjali vključevanje Romov v javnosti, pa vključevati ženske v različne aktivnosti, pa da se bojo znali za sebe postaviti ženske, da so pač enakopravne moškim. Tako, no, pa tudi snemam tudi filme, sem že par filmov posnela, film je bil že na parih festivalih. To je šlo za film Dubaro mesto, ki sem ga posnela v Ljubljani z Romi. S tem filmom sem želela pokazati ostalim ljudem, da niso Romi to, kar oni pravijo, da ne delajo ne vem kaj vse, ampak da so res tudi Romi, ki delajo, in hkrati tudi našim tle v Krški občini pokazati, da če hočejo, da tudi oni bi lahko prišli do službe, samo če imajo veselja do tega, če jih zanima, če imajo interese, da lahko tudi oni tako bi delali normalno. V Društvu za medkulturni dialog Mosto sicer načrtujejo sodelovanje z romskim društvom Kolo. Imajo pač to kulturo, raziskujejo, se zapisuje, ker prej tega niso delali, niso nikjer ne zapisali, ne nič, tako da to se počasi pozablja, ampak mi bomo probali zdaj pač, da bomo to oživeli, da bo to nek zapisano, nek pokazano, da se pač ne bo pozabilo. Člani romskega društva z Drnovega in društva iz Karinovega Grma so že združili moči, saj so skupaj pripravili kulturno slovesnost ob svetovnem dnevu Romov, na katero so se pripravljali 3 mesece.